dobro si omenil ta čas, ki nas je na koncu leta 2007 in na začetku 2008 popolnoma osupnil. Ampak malo smo bili pa, se mi zdi, sociologi pa tudi objestni in privoščljivi. Mi smo to vedeli, samo poslušali nas niste. In nekako se nam je zdelo, da v zraku visi nekaj velikega, nismo pa še znali natančno to poimenovati. Zdelo se nam je, da ta kriza ne bo nek efemeren pojav, ampak da je na obzorju nek prelom, preobrat, drugačna paradigma, in smo se potem na neki točki ne odrekli, ampak spremenili naš koncept. In leta 2008 na srečanje ni prišel Colin Campbell, ampak Shalom Schwartz z Hebrejske univerze. In Shalom Schwartz je pojasnil svoj model 10 vrednot, ortogonalne, znan teoretski model na ravni teorije. Naslednje leto je bil gost Chris Welze, Inglehartov učenec, proteže, ki je nadaljeval tam, kjer je Schwartz končal, ampak že z zelo konkretnimi in podatki in idejami, in smo razpravljali na veliko in na široko. In takrat je bilo nekaj mislecev, modrecev, predrznežev, lahko tako rečem, ki so vstali in rekli, to je začetek. Sociologi to vemo, ker se družba gre v ciklih, ne pozabite klasikov, v resnici je razredni konflikt v ozadju, ta blaginja je bila navidezna, tudi blaginja misli, in zdaj se bo zgodilo, zdaj bo prišlo do razkroja skupnosti, potem pa bomo atomizirani, individualizirani. Tu smo sociologi vstopali s to svojo interpretacijo. V vladnih poročilih kasneje so se te interpretacije pojavljale, raziskave so se začele pojavljati na to temo. Se nam je zdelo, da je ta kriza neka priložnost za sociologijo, kar se je kasneje pravzaprav pokazalo dosti kasneje s covidom, sam veš, da so na začetku niso imeli pri covidu monopola ekonomisti, pač pa zdravniki, ki so zelo hitro ugotovili, da še tako dobra rešitev v laboratoriju, če jo ne moreš implementirati v skupnost, ki ima neko družbo svoje zakonitosti, nič ne velja. Ko sem se jaz začel pridruževati temu društvu, pa vključevati, sem imel še mlad študent, pa kasneje mladi raziskovalec, in smo seveda te učitelje, ustanovitelje občudovali. Predvsem pa se naslajali ob njihovih veleimenitnih zgodbah, ki so imele vse po vrsti strašne reference, iz bivše države, velikih imen, in se nam je zdelo, da je to najpomembnejše društvo, a sploh še kaj pomembnejšega kakorkoli. Kasneje se je zgodilo to, da je s spremembami v družbi in pa tudi, bi rekel, kariernimi izzivi mlajše generacije se ta pripadnost tipu druženja nekoliko zmanjšala. Čedalje manj je bilo tistih, ki so želeli fizično prihajati na tak dogodek. In zdi se mi, da je bilo nekaj srečanj, kjer smo z malce žalosti ugotavljali, da pa to mogoče pomeni tudi zaton discipline kot taka. Kasneje se je pokazalo, da temu ni tako, da je bilo treba nekoliko posodobiti in formo in vsebino in zamenjati, če tako rečem, nekatere ljudi, kar je seveda popolnoma normalno v delovanju neke organizacije. Tako da jaz tudi danes društvo vidim kot ne samo organizacijo, ki združuje podobno misleče, ampak kot, bi rekel, nek generator idej, ki so nosilke napredka. Torej, to, da obeležujemo jubilej in da bo ta jubilej potekal tudi v časih, ko nam tehnologije omogočajo, da smo
sami zase, pa atomiziranje v fizični obliki, se mi zdi to nek dokaz neke vitalnosti, konec koncev, vztrajnosti. Meni se zdi ta trenutek izjemen za sociologijo, brez sarkazma in ironije. Konec koncev je nova tehnologija tista, ki je to družbo naredila resničnostno in neresnično. In zdi se mi, da je ključna naloga sociologije kot discipline v prihodnje bitka proti zdravi kmečki pameti. Malce bom provokativen, ker zdrava kmečka pamet je tista, ki se zanaša na intuicijo, na moralno psihologijo, na čustva, ki se zanaša na to, da je prav tisto, kar misli večina. V imenu zdrave kmečke pameti in razuma so z kandelabrom veseli pomembni ljudje, ne. Tu se mi zdi, da je glavno bojišče sociologije proti zdravemu razumu, za racionalnost.